Danes v Pomurskem dnevniku. Županova petica. V avtomobilu umrl otrok. Priprave na soboške dneve. Sporne zadeve v dvorcu Rakičan. Vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi župan občine Puconci je sprejel učence, ki so v vseh 9 letih dosegli odličen uspeh. Sprejema pri županu se je udeležilo 15 odličnjakov, 13 deklet in 2 fanta, ki so prejeli županovo petico. Prve besede je 15 najboljšim namenil župan občine Puconci Uroš Kamenšek. To eno lepo obdobje, osnovnošolsko obdobje je za vami. 9 let osnovne šole opraviti z odličnim uspehom je velika stvar. In vem, da ta pot ni enostavna. Vem, da ste mogli vložiti kar nekaj truda. Župan je v nagovoru izpostavil, da so kot občina ponosni na osnovno šolo in učence, ki vedno na novo dosegajo odlične rezultate. Vse to potrjuje, da je njihovo delo kakovostno, je še dejal. Mlade, ki se podajajo na nepoznano pot, pa je spodbudil z naslednjimi besedami. Zelo lepo je v srednji šoli, vsi smo jo zaključili, tudi vi jo boste zelo uspešno zaključili. Je pa tudi tisti dejavnik, katerega vas pa prosim, kad ne pozabite na njega, to je pa prijateljstvo. To je potrebno negovati, želim povedati, družite se, srečujte se, lepo se imejte, zdaj tudi zabave pridejo in tako naprej. Te videli, odraščanje je zelo lepo. Ob tem je izpostavil za učence pomembno vodilo, ki pa zagotovo lahko prevzame vlogo gesla za življenje. Bodite ponosni sami na sebe. Kamenšek pa se je tokrat prvič znašel v takšni vlogi. Ga je to morda vsaj za hip popeljalo v njegovo lastno mladost? Lepo doživetje. Vsekakor se spomini vračajo. Spomnim se tudi še svoje osnovne šole, tudi svojih 8 razredov tistega časa, odličnega uspeha, ampak ja, čutim ogromno ponosa. Lepo je bilo danes v družbi odličnjakov, kateri so prejeli županove petice. Rečeno je bilo tudi, da se današnja generacija mladih razlikuje od tistih predhodnih. To pa predvsem zaradi takojšnje dostopnosti do vseh vrst informacij. So pa to v osnovi veseli mladi ljudje. Otroci so drugačni samo potem, ker odraščajo v drugem času, v času sodobne tehnologije. Te razlike so posledica dejansko globalnega razvoja, razvoja tehnologij, razvoja dejansko tudi dostopa do informacij in na ta način naši mladi zdaj živijo. Se pravi, morajo osvojiti oziroma obvladati druge tehnike, predvsem kar se digitalizacije in tega tiče, ampak eno je pa vseeno skupno tudi našemu otroštvu. Drugače pa so otroci, kot smo bili mi v naši mladosti, so igrivi, so nagajivi, z enakimi napakami, z enakimi prednostmi, kak je to bilo nekoč. Tovrstne prireditve se pripravljajo že od nekdaj. K mladim, ki končajo šolanje na osnovnem nivoju, pa z vseh strani dežujejo besede hvale. Zakaj pa je to tako pomembno v naši družbi? Zaradi tega, ker moramo uspehe pohvaliti. In ne enkrat, ampak vedno znova. In če s takšnimi dogodki lahko vsaj malo vplivamo kot lokalna skupnost na dodatno motivacijo, na dodaten občutek pomena vsakega posameznika, je to najmanj, kar lahko naredimo. Na drugi strani je pa seveda vmes potrebno tudi kakšno grajo komu izreči. In še napotek za vse tiste, ki se bodo že septembra podali na povsem novo pot. Sledite svojim sanjam. Vedno morajo slediti ciljem, katere si sami dajo. Vedno morajo slediti tistemu, kar jih veseli na koncu koncev. In če bodo delali tako, kako so delali do sedaj v osnovni šoli, bodo potem uspešni tudi v življenju. Upajmo. Ob tem je dobro še enkrat spomniti. Spodbuda ima veliko moč. Vedno znova. Tragedija, ki se je zgodila v torek v Svetem Lavrencu, ko je v razgretem avtomobilu pred stanovanjsko hišo umrl otrok, še vedno odmeva.
Policijska uprava Celje je včeraj razkrila nove podrobnosti preiskave, med drugim tudi to, da so bile pri materi umrlega otroka najdene prepovedane substance. Celjski policisti so danes sporočili nove podrobnosti tragičnega dogodka v Svetem Lovrencu, kjer je v torek nekaj pred 13. uro umrl še ne dvoletni otrok, ki je bil več ur zaprt v avtomobilu na soncu. V nadaljnjem zbiranju podatkov in opravljenih hišnih preiskav do sedaj smo ugotovili, da je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Med hišno preiskavo so pri materi umrlega otroka in njenem partnerju med drugim našli tudi prepovedane substance, zaradi česar pridržanima grozi kazenska ovadba zanemarjanja ter kazenska ovadba preprodaje drog. Najdene tudi substance, ki nakazujejo še na obstoj kaznivega dejanja prepovedane prodaje z prepovedanimi drogami, tako da sledi zoper osumljena tudi ta kazenska ovadba. Sama preiskava sicer še vedno poteka, zato ni znano, ali sta bila omenjena tudi sama pod vplivom drog. Prav tako se še preiskuje čas, ki ga je otrok preživel v razgretem avtomobilu. Zagotovo pa je znano to, da sta vpletena v otrokovi smrti že stara znanca policije, ki imata za sabo nemalo kazenskih dejanj. Policija je že obravnavala obe osebe, ena od njih je zaradi kaznivega dejanja premoženjske narave, druga oseba pa zaradi premoženjskih in pa nasilnih kaznivih dejanj. Mati umrlega otroka je prav tako znanka Centra za socialno delo v Žalcu, v preteklosti pa bi naj že bila vpletena v primere zanemarjanja svojih otrok, ki so zdaj nastanjeni pri očetih. Smo družino oziroma mamo na centru obravnavali oziroma se oglašala na center v zvezi z urejanjem zadev glede svojih otrok in pa glede urejanja denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. Kako se bo zaključil primer umrlega otroka iz Svetega Lovrenca, za zdaj še ni znano. Pridržana sta bila privedena pred preiskovalnega sodnika, kmalu pa bodo znani tudi rezultati obdukcije. Po mnenju policije obtoženima grozi večletna zaporna kazen. Povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena kazen od pol leta do 5 let, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje do 3 let zapora. Tovrstnega primera, da bi otrok umrl v avtomobilu, sicer doslej v Sloveniji še nismo imeli, so pa primeri zanemarjanja otrok tudi pri nas vse pogostejši. Smo kar pogosto seznanjeni s kakšnimi informacijami ali pa s postopki, kjer se kaže, da bi lahko šlo za zanemarjanje otrok. Na centrih za socialno delo po Sloveniji se zato vrstijo številni ukrepi, da bi se v čim večji meri zavarovalo otroke in mladostnike. Ponovno se poudarja tudi apel na pazljivost pri odhodu od doma ali iz avtomobila. Vkolikor center ugotovi, da gre za nizko ali srednjo stopnjo ogroženosti, staršem najprej ponudi pomoč in jih poskuša usmeriti v spremembo svojih ravnanj. Če starši ne spremenijo svojih ravnanj, pa prične potem z postopki posebnega varstva otrok in mladostnikov. Da se taki primeri v prihodnje ne bi več dogajali, pa je pomembno tudi, da vsi stopimo skupaj in primere zanemarjenih otrok čim prej prijavimo na policijo ali bližnji center za socialno delo. Včeraj se je v Murski Soboti odvijala 6. seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Na njej bi morali med drugim obravnavati tudi dodatek za uspešnost ali morebitno razrešitev direktorja dvorca Rakičan Roberta Celeca, a so te točke naposled odmaknili iz dnevnega reda. Poglejmo, kaj je o tem povedal župan. Na 6. seji mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je podžupan Timi Gomboc uvodoma pojasnil točke, ki so pristale na dnevnem redu in se morajo obravnavati s strani mestnih svetnikov. Med temi sta bili tudi točki 10 in 11, ki se nanašata na izplačilo dodatka k plači za delovno uspešnost direktorja dvorca Rakičan Roberta Celeca. Pod točko 10 predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS dvorec Rakičan. Pod točko 11 predlog sklepa o podaji soglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju javnega zavoda RIS dvorec Rakičan. Ker pa je v javnem zavodu dvorec Rakičan nedavno prišlo do obsežnih kriminalističnih preiskav in notranje revizije, ki je zahtevala soboška občina, se je župan Damjan Anželj naposled odločil, da se ti točki na tokratni seji ne bosta obravnavali. Glede na vse okoliščine, ki so se dejansko zgodile od sklica seje pa do danes v zvezi z našim javnim zavodom RIS dvorec Rakičan,
ob dejstvu, da poteka policijska preiskava in pa tudi revizija, ki se je odredil konec meseca marca in ki še ni končana, ocenjujemo, da je premalo relevantnih dejstev in tudi listin, da bi danes odločali o tako pomembnih 2 točkah dnevnega reda, zato umikam točko 10 in 11 z današnjega dnevnega reda. Ali se bo delovna uspešnost direktorja dvorca Rakičan Roberta Celeca obravnavala na naslednji seji mestnega sveta, za zdaj še ni jasno. Se pa v javnosti sicer pojavljajo tudi govorice o tem, da bi se lahko direktorja javnega zavoda zaradi hišnih preiskav in spornega poslovanja celo razrešilo. S koncertnim delom se danes zvečer še uradno začenja priljubljen festival Soboški dnevi, ki bo ponovno postregel s pestrim glasbenim programom. Poglejmo, kako so se odvijale priprave v mestnem parku ter kakšno bo prizorišče. V mestnem parku Murska Sobota so se minule dni odvijale temeljite priprave na letošnjo izvedbo festivala Soboški dnevi. Danes so se urejali še zadnji popravki, da bo večerno dogajanje točno takšno, kot mora biti. Organizatorji so pripravili veliko prizorišče z ogromnim koncertnim odrom, na voljo bodo številni šanki za gostinsko ponudbo ter velik šotor s sedišči, ki bo poskrbel za obiskovalce v primeru slabega vremena. Seveda pa ne gre zgolj za prizorišče, pester bo tudi glasbeni program. Danes ob 20. uri se obeta odprt oder, na katerem se bodo predstavili mladi glasbeniki iz Pomurja. Ob 21. uri pa bo koncertni oder zavzel znan slovenski reper Nipke. Ob 22:30 sledi koncert priljubljenega pevca Magnifika, ki bo zagotovo poskrbel za obilo zabave in plesnih ritmov. Ob polnoči pa na oder prihaja primorska trobilska skupina Dej še 1 litro. Kaj vse se bo dogajalo na Soboških dnevih v naslednjih dneh, si lahko preberete na spletni strani soboskidnevi.si. V Ljubljani se je včeraj odvijala 55. redna seja Vlade Republike Slovenije, na kateri so med drugim potrdili tudi novelo zakona o kmetijstvu, ki uvaja novosti na področju spremljanja cen v celotni prehranski verigi. Na Ministrstvu za kmetijstvo so se zaradi minulih podražitev hrane odločili, da uvedejo spremembe na področju spremljanja cen v celotni prehranski verigi, s čimer bodo dosegli, da bo hrana še naprej dostopna za potrošnike. Kot država smo dolžni poskrbeti za samooskrbo in prehransko varnost za naše ljudi. Pomemben element prehranske varnosti je pa tudi cenovna dostopnost hrane za potrošnike. V ta namen so vzpostavili mehanizem zbiranja in spremljanja podatkov od kmeta do kupca, s katerimi bodo ugotovili težave in pomagali sektorjem k večji učinkovitosti. S spremembo zakona se določa pravna podlaga za izvedbo zbiranja in analiziranja podatkov o cenah, količina in poreklo v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski resor je odgovoren za zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo zbirala odkupne in prodajne cene na enoto, odkupne in prodajne cene količine ter podatke o poreklu proizvodov. Poleg mehanizma podatkov pa so uvedli tudi spremembo na področju razvoja kmetijstva v zamejstvu, s katero bodo v prihodnje Slovencem v zamejstvu sofinancirali kmetijske dejavnosti. Z njo se ureja pravna podlaga za financiranje kmetijske dejavnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvo. Financiranje kmetijskih organizacij se bo izvajalo na podlagi letnih programov dela. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka ta vikend. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 29, v Murski Soboti in Radencih pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 23 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 16 do 17, dnevne pa okrog 25 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, a brez izrazite vročine.
Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 18, čez dan pa od 25 do 30 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do prihodnjič.